En lep pozdrav. Danes nekaj na hitro novic iz kripto sveta in pa ena zelo vroča tema, to je Whatsa, ICOSA, NFT. Kaj to je in kako do tega pridete in zakaj se morda vam celo splača. Zdaj, to niso nasveti finančni, ampak samo v bistvu pač moje izkušnje in pa kaj jaz delam. Tako da mogoče dobite kakšne ideje, kako pa kaj. Zdaj najprej bi Pulse Chain. Pulse Chain je v bistvu, narejen, dobesedno, sta dve ekipi, rdeča in modra, ki tekmujeta med seboj in, rušita kodo in, pošiljata razne hekerske napade na, to mrežo. In kaj se dogaja? Dogaja se to, da odkrivajo vedno nove in nove in nove bage na tej mreži, a ne. V bistvu je to Ethereum mreža in oni želijo, programerji dejansko želijo narediti to mrežo čisto, normalno, da ni inflacijski, predvsem so inflacijski bagi noter oziroma pač zdaj, zakaj to dajejo, verjetno je v produktih to zaradi tega, da lastniki teh produktov lahko pobirajo denar pač od ljudi, ki vlagajo in pa delajo s temi produkti. In to bi radi Pulse Chainovci odpravili, da ljudje nismo več izkoriščani in, da je pač neka normalna finančna mreža na tem svetu obstaja. Tako da vsaka čast in super, da to delajo. Ethereum naj bi se zagnal Ethereum 2.0, zdaj kaj to pomeni? To ne pomeni nekih manjših fijev, ne, in to ne pomeni nekih updateov, ke bi bili v bistvu pač neke izboljšave za nas. Tako da jaz ničesar ne pričakujem, pravzaprav pričakujem osebno, da vsakič, ko bi bil kakšen update, nadgradnja tega omrežja, sem jaz kaj izgubila oziroma pač so mi stvari izginile, tako da, to, ko bo to, ko se bo to dogajalo, če se bo, jaz takrat ne bom delala ničesar na omrežju Ethereum, tudi slučajno ne, a ne. Tako da to je pač eno svarilo za vse tiste, ki ste mogoče novi pa nimate nekih še hudih izkušenj. Zdaj, Ethereum naj bi šel na proof of stake, tako kot Pulse Chain omrežje oziroma je to recimo Hex, ampak, poznavalci pravijo, da jim to ni ravno uspelo. Tako da pač to je to. Airdrop Gnosis Safe je, začel airdrop, ampak kovanec še ni zunaj, tako da jaz bom to posnela takrat, ko bo, sigurno, ker zaenkrat je samo en scam kovanec, ki pač, ni pravi, in če slučajno greste svojo denarnico na ta kovanec pa ga airdropate oziroma potegnete v denarnico, lahko izgubite komplet vse stejke, vse, kar ste naredili v bistvu s tisto denarnico, tako dobite, dobite sranje in bodite zelo previdni. V glavnem, Gnosis Safe bo naredil airdrop in jaz čakam, pa bom tudi objavila, kdaj to bo, a ne. Predvsem za Staker app. Za Staker app, v bistvu tisti, ke jaz sem šla, bom dala v opis spodaj, kako lahko pogledate, a ste upravičeni do teh kovancev. In sicer samo vnesete noter svoj naslov, tako da to ni nič nevarno, samo vnesete in vidite, a ste upravičeni do teh kovancev ali ne, a ne. Tako da si zabeležite zadevo, če boste pač v prihodnosti oziroma v bližnji prihodnosti, ko bo to delalo, če boste hoteli te kovance zahtevati. Wait token, poglejte si moje videe, še vedno deluje zadeva. Jaz še nisem to klejmala, v bistvu zahtevala te brezplačne kovance, se mi zdi, da Pulse Chain mreža še ne bo, sem pa majčkeno že, tako bi rekla, nestrpna, se mi zdi, da mogoče pa v mesecu, dveh pa morda pa bo, a ne. Tako da jaz sem se odločila, da bom ene polovico tega klejmala, eno polovico bom pa še pustila nekaj časa.
nisem še, ampak tako v roku enega tedna. Jaz ponavadi tudi delam v nedeljo ali ponedeljek, ker so fiji res najnižji. Danes so bili fiji izjemno, izjemno nizki na Ethereum omrežju in sem bila res vesela, ker sem naredila veliko stvari, ki jih do zdaj nisem mogla, a ne. Genius, se bo aplikacija zagnala 9. septembra, tako da tudi o tem bom posnela video. Potem pojavil se je en problem, Konrad Zencoin, ki ga je ustanovil en starejši gospod, Hexicanc. Pravijo, da je zelo v redu, pošten in tako, ampak se je zgodilo to, da pač njegova koda ni najboljša, in da trenutno je na Ethereum omrežju zadeva in, na V3 Uniswapu lahko kupite, prodate, prodati pa ne morete, ker nekako koda ne deluje dobro in je neki bug nekje. Na V2 Uniswapu pa se to da, se pravi, če kdo šel v ta Konrad Zencoin, z V2 delajte, z Uniswapom V2, a ne, pač pa bo zadeva delovala. Zdaj, a bo kaj izboljšala, ne vem, v glavnem, to je pač neko malo opozorilce. Zdaj, Mača me je danes presenetila, sem menjala USDC za Ethereum, ke sem ga potrebovala za fije in, nimajo fijev. Tako da izkoristite, če hočete kaj kupiti, zamenjati, kakorkoli, v bistvu trenutno Mača nima fijev. Plačate samo za Ethereum omrežje in to zelo malo. Danes je super, no. Ledger Nano S imam jaz, v bistvu posodobite zadevo, preden začnete delati karkoli, vedno posodobite. Ogromno novih stvari je, tam lahko menjate, v bistvu, menjate, prodajate, kupujete kovance in je dosti poceni, dosti v redu, pa še stejkate lahko, pa še fije v bistvu zastonj kovance dobite in če stejkate, tudi, vam vrnejo fije nazaj. Tako da poglejte Ledger, dala bom pač moj link do Ledgerja, pa si poglejte, zadevo spodaj v opisu. Potem Atomic Wallet je grozno, super zadeva in je res updateal stvari in zdaj v Atomic Walletu si lahko, bomo si pol na hitro pogledali, lahko zdaj vidite NFT-je. Imate NFT-je in imate tudi slikice in jih vidite noter, tako da, jaz z NFT-ji nisem še nikoli delala zaradi previsokih fijev, ampak sem danes ustvarila prvega v svojem življenju, pa bom to tudi povedala, kako pa kaj, a ne. Okej, zdaj bi jaz kar šla na, najprej poglejmo share'em screen. Samo sekundo, share screen, takole. Share. Tako. Zdaj, jaz bi najprej Atomic Wallet, takole samo, da vidite, a ne, pač takole lepo je galerija narejena in, luštno, v glavnem, z Atomic Walletom lahko menjate. Jaz sem tukaj Hex kupovala, ker mi je bil najcenejši z Bitcoinom prek njihove mreže, mi je bilo to vse dejansko najcenejše, ne. Lahko direktno kupite kripto, v bistvu stejkate, imate kar nekaj zadev na razpolago, tako da to je ena krasna zadeva, če mene vprašate. Takole. Bomo šli ven. Zdaj pa Icosa. Icoso bi rada, da pogledamo NFT-je. Kam naj dam mene? Najboljše, da po mojem, takole. Ali pa če se skenslja. Najbolj. Tako. V glavnem, Icosa je, se zagnala in to je poglejte moj prejšnji video, ke malo več razlagam o tem. V glavnem, Alex je naredil eno čudovito zadevo. Danes sem delala kar nekaj časa s tole aplikacijo, sicer to je testna varianta, zato nimam čisto nič zadev, moje original denarnice pač ne želim kazati. Ampak tako, da vidite, za kaj gre, pa lahko pogledamo. Torej, ta prvi gumbek Hex tukaj,
če imate Connect Wallet in pač z MetaMaskom povežete, zdaj pa opozorilo, res eno tako orang opozorilo. Preden to delate, najprej updatate Chrome, a ne. Pač najprej to naredite. Jaz imam zdaj tulele Mozilo, Chroma niti ne odpiram, ko snemam. Dajte najprej update, pač tam na desni strani tiste 3 pikce, pa help, pa update, zadnja verzija. In potem vedno MetaMask naložite na novo, vedno. In potem ga povežite tukajle, pač ga povežite z hardware walletom, a ne. To vedno naredite. Jaz vedno z Ledgerjem povežem, lahko pa s katerokoli drugo in ne delajte z MetaMaskom, delajte z Ledgerjem dejansko, ne, ker lahko vsako transakcijo pač fizično potrdite in veste, da to ne bo problem. In potem jaz vedno MetaMask takoj odinštaliram ven iz Chroma. Takoj. V bistvu, kako neham delati, takoj odinštaliram. S tem v bistvu sem naredila to, da je MetaMask vedno posodobljen, da ni nekih večjih bugov, ki bi mi odnesli denar. To je ena stvar. In pa druga stvar je v bistvu pač Chrome pa MetaMask sodelujeta, vohlata in si izmenjujeta informacije, s tem pač prekinemo, ne. Pa tudi, če nekdo vohla za mano, prekinemo v bistvu to. Okej. Torej, to je to. Pojdimo na ICOSO. Ta prvi gumbek Hex, ne, tukaj imate original native stake. In če povežete z MetaMaskom, se tukajle vidijo te stejki in krasno, mislim, to res dela. To res dela neverjetno. Jaz sem izjemno zadovoljna, to je dobra aplikacija. In pač tukaj vse vidite, koliko imate likvidnih heksov, koliko stane T-share, koliko imate hedronov, recimo. Lahko greste tudi na Hedron aplikacijo, tukaj pa vidite HSI. Se pravi, če ste preko Hedron aplikacije naredili, je čisto vseeno zdaj po ta novem. A delate preko Hedron aplikacije pa preko ICOSA aplikacije. Meni je ICOSA boljša, ker imate vse, ker je čisto vse tukaj na razpolago, oziroma pač vse vidiš, a ne. Tukaj vidiš svoje stejke, lahko mintaš vse, mintaš hedrone, lahko pa tudi narediš stejk, a ne, HSI ali pa Hex stejk oziroma pač native stejk, kar vam bolj paše. Poglejte moje prejšnje videe, pa se odločite sami, kaj vam bolj paše, a ne. No, in zdaj pa tole, zaradi česar smo zdajle v tem videu. Tukaj imate pa ICOSA kovance, Hedron kovance in to lahko dejansko stejkate, a ne. Jaz sem ICOSA kovance pridobila tako, zdaj ICOSA kovance pridobite lahko samo tako, da prodate HSI stejk, ne, pač ga prodate oziroma pač izničite. Zdaj bi pa opozorila to, da če to naredite, ne boste več, recimo, če boste dali en stejk, ga imate za 5 dni, se pravi za 15 let. In če boste zdaj to naredili, prodali, v bistvu zamenjali za ICOSO, ne boste nikoli več dobili tega stejka, zato ker to se dejansko skuri in pa ta stejk potem se izteče in gre mreži. Vi ne dobite, vi dobite ICOSO in potem koso date stejkati. Tako da se odločite sami, a boste to naredili ali ne. Jaz nisem, a ne. Jaz sem v bistvu skurila samo en HSI, Hedron stejk, ki je bil majhen, za 40 evrov, ki se mi zdaj izteka. In čez kakšen mesec bi ga odstejkala in sem za poizkušnjo, v bistvu se mi zdelo pametno, ker je itak toliko majhna cena Hexa, sem ga kar lepo prodala, nekaj malega fija sem plačala, danes sem plačevala med 50 centi do 1 evra, nekaj takega za transakcije in za potrditve. In sem dobila eno ICOSO, 1,1, nekaj takega ICOSO in sem jo dala tukaj stejkati. Tako, za poskušnjo. Potem sem danes v bistvu hedrone, tudi pri 2 stejkih sem klajmala, oziroma mintala hedrone, ampak eno stvar moram opozoriti, nekaj sem ugotovila, da če to narediš, tega nisem nikjer zaznala,
zdaj od jutri naprej bom spet hidrone dobivala, dokler ne bom odstejkala teh stejkov, ampak sem izgubila bonuse, ker sem imela 10% bonuse, ke sem jih rezervirala, v bistvu takrat, ko je bil za to čas, in jih nimam, ne bom več dobivala. Tako da razmislite, a boste to naredili. Jaz sem naredila pri 2 stejkih in sem te hidrone tukaj, ke sem jih dobila, sem dala stejkat. Zdaj, vprašanje je, kaj se bolj splača, a ne, to je spet teorija igre, a se vam splača v bistvu to narediti ali ne, to pač razmislite sami, a ne. Pač jaz sem za poskus, ostalo sem pustila, zaradi tega, ker, se mi ne zdi smiselno, ker bom potem dobila več hidronov pa več bonusa na koncu. Ampak odstejkati morate oziroma hidron morate potegniti dol, še preden odstejkate heks. Še preden ga odstejkate, morate to narediti, ne pozabiti, ker če odstejkate hidrone, ne dobite več, a ne. Tako da to ne pozabiti. To so zastonj kovanci, ne pozabiti, a ne. Zdaj pa, no, tole sem tudi, se pravi, ta HSI sem, prodala in sem potem dobila ikoso. In pač neko malo stvar, a ne. Zdaj, če hočete sprobati, naredite en HSI steak, se pravi, naredite ga tukajle, HSI steak, v bistvu, greste na Create steak, a ne, pač in tukaj pač koliko heksa, ne vem, pač koliko heksa, pa naredite za recimo 5, 5, 5, 5, splača se zaradi tega, ker dobite potem še bonus zraven, a vidite. Dobite še bonus. In tukaj izberite HSI. HSI steak, ne native, native je navaden, tak, ke je bil ke je originalen v bistvu, ampak HSI je ta od hidrona, a ne. HSI steak in potem v bistvu tukaj vidite, koliko šersov boste dobili in pač potrdite. Zdaj danes so transakcije ful nizke, tako da lahko to naredite, in ko ga boste imeli, naslednji dan, jutri, boste lahko tukajle, tukaj spodaj v bistvu prodali, a ne. Tukaj ga boste lahko dejansko prodali in dobili boste, potem, ikoso in jo lahko date stejkat. Zdaj, kosa bo redka, v bistvu, ne bo je veliko, tako da vprašanje je, kakšna bo cena, a ne, pač, okej. No, pa, se pravi, Create steak in potem ikoso date stejkat. Zdaj pa tale HSI NFTS. To je pa ena zelo zanimiva stvar, ki se bo zdaj iztekla, kakšen teden še bo to trajalo in nikoli več tega ne bo. Tako da kogar to zanima, si naredite zdaj več variant je, v bistvu, da to naredite. Zdaj, jaz sem kar šla v bistvu narediti tako, ke se mi zdelo vsega škoda, da bi kaj prodajala ali pa, tako da sem rajši naredila ta NFT tako, da sem ga, zamenjala za USDC, a ne, pač USDC, se pravi Connect Wallet, z MetaMaskom povežete in potem se vam tukajle pokaže en, čakajte, ne, nisem prav, tukaj morate biti na tem zavihku ikosa. Evo, no, zdaj pa je sell all, a ne. Se pravi HSI. Evo, tukajle, mint WhatsApp NFT. No, pa smo našli. Se pravi, mint WhatsApp NFT, kliknete tale gumbek in tukaj v bistvu izberete, zdaj lahko za Wrapped Ethereum menjate za USDC, Hex, Hedron in pa Maxi. Meni se vse zdelo škoda, razen USDC-ja. In sem pač, ne vem, pač jaz sem dala, nekaj vpišite noter, recimo, da rečemo, da je 100, ampak pač on vidi, da jaz nimam tule gor nič, a ne. In aplikacija je super, vodi vas, najprej potrdite, jaz sem dala kar, da mi vedno lahko, zato da večkrat ne plačujem transakcije, a ne, pač sem odobrila USDC, da mi vedno lahko aplikacija to bere in da ga vedno uporabljam. In sem potem, najprej sem odobrila, potem pa sem še kreirala NFT,
lasten NFT in ga imam zdaj na Ledgerju, Ledger Nano S, in to je pač edinstveni. Zdaj, kaj je NFT? Non-fungible token, to pomeni, da je nezamenljiv kovanec, recimo heks je zamenljiv, vsak heks je drugemu heksu podoben, pa tudi kosi, pač je vseeno, kateri heks imate, medtem ko NFT je pa pač neka koda, ali pa slika, ali pa predmet, ali pa karkoli, ki ga ne morete zamenjati in ste lastniki, vi ali pa kdo drug, in potem prodajate to zadevo lahko na trgu, kot je OpenSea ali pa kakšen druga tržnica za NFT-je. Jaz to še nikoli nisem kreirala zaradi velikih fijev, zdaj pa sem. Tale NFT me zanima in to zaradi tega, ker je omejen čas, a ne. Vi se pa odločite sami, jaz sem za poskusnik manjši znesek, ki ga lahko pogrešam. Pač tako da zdaj ta NFT bom jaz imela za vedno, dobesedno, in ljudje, ko bojo v bistvu prodajali ta NFT oziroma jih kurili, bo vedno manj in vse te nagrade in te zadeve od teh NFT-jev in stejki, ker ta NFT se stejka potem, v vaši denarnici dobite ikoso, ta kovanec dobite za ta NFT. Vse to v bistvu, te reward-e, nagrade dobite potem, če ta NFT skurite, dobite pač to ikoso, a ne. Jaz ga ne bom, zaradi tega, ker ta zadnji človek, ki bo ostal v tem poolu noter, bo izjemno bogat. Tako da, če vas kaj bolj zanima, lahko še več, mi lahko postavite vprašanja spodaj v opisu. To mi stop share, takole, da se vidimo. Skratka, postavite mi vprašanja, spodaj v opisu lahko vam naredim še nov video. Zdaj to je bolj za napredne, tisti, ki ste začetniki, lahko pač vam jaz pomagam, 1 na 1, kakorkoli, da pridete do tega, če vas zanima. Drugače boste pa rabili, če greste čez moje videe, se boste vse naučili, ni problem, boste pa rabili 2-3 dni ali pa 1 teden, da boste razumeli, da vam bo ostalo v glavi in da pridete do tega, kako pač te stvari narediti. Že jaz recimo, ko sem dosti noter v tem, sem rabila danes 3-4 urice, da sem vse to ugotovila, prečekirala in ker ne grem na vrat na nos delati stvari, vsako stvar premislim, vsak korak razmišljam vmes, ja ali ne, in več stvari jaz v bistvu delam to malo bolj globalno, a ne. Zdaj z Krakenom skoraj ne delam več, to je centralizirana borza, zdaj sem se usmerila bolj v mačo, Ledger, te stvari, OneInch, Uniswap, tako da Kraken je postal dosti, je centraliziran, pa še dosti drag napram tem decentraliziranim sistemom, je kar primerljiva zadeva, a ne, tako da se zdaj jaz preusmerjam v te vode in tako da tam gor imam zelo malo, ne vem, 13 evrov nekih stvari, nekaj stejkam, nekaj probavam, ali bo ali ne bo pač, tako da ne puščam pa, ne vem, za kakšne večje transakcije mogoče Kraken fajn, pošljete gor denar pa evre, pa zamenjate pol v bistvu. Ampak pol, ko jemljete dol, so pa mislim, ti fiji kar dosti visoki. Okej, to je bilo to. Če vam je všeč video, všečkajte, lajkajte, na zvončka kliknite, naročite se na kanal, priporočite še komu drugemu moj kanal, tako da priporočam se za kakšne donacije, tudi spodaj v opisu imate to, da bom z velikim veseljem še naprej tole snemala. Zaenkrat snemam, ko imam čas, tako da lepo se imejte. Veselo nedeljo, pa ne pozabite, danes pa jutri so nizki fiji, pa pojdite vsaj pogledat, če se vam kaj od tega splača in če boste kaj v prihodnosti imeli, pač to vložki, ampak opozorilce zdaj jaz delam res na dolgi rok, jaz 5, 10, 15, 20 ali pa več let s to zamislijo v bistvu delam zdaj na teh sistemih, a ne. In čakam še tudi v bistvu, ker sem prepričana, da bo
To je pač moje prepričanje, ne zdaj temu verjeti, vi po svoji pameti naredite. Prepričana sem, da bojo šle, da bo kriza dosti višja, še večja in da bodo šle vsi kripti še dol in vsa sredstva bodo še izgubila na vrednosti, takrat bom pa jaz kupila zadeve. Zaenkrat pa šparam v DAI pa v SDC, pa pač se mi zdi, da zaenkrat še kar varno, no, še kar varno je dolar na Krakenu. Se pravi, da zamenjate evro za dolar, pa da ga lahko tudi stejkate. Se da dolar pa evro se da na Krakenu stejkati, ne. Jaz sem to zdaj zamenjala in poslala dol na Ledger zaenkrat, ker bi rada delala še neke transakcije. Hvala lepa, lep dan. Nasvidenje.